Lep pozdrav z moje strani, Kristina Kočet-Kudra iz Tikopro podjetja. Jaz bi edino prosila, če kdo še nima mikrofona tiho izklopljenega, če lahko to prosim naredite, se vam zahvaljujemo. Da ne bomo predolgi. V vmesnem času, če bo kdo imel kako vprašanje, res da malo težje ne morete roke dvigniti, pa nič, ampak kolegica tule mi pomaga, dajte spraševati. Jaz bom ful vesela vaših vprašanj. Tisti, ki pa ste že poslali vprašanja, pa imam tudi na koncu odgovore, oziroma bom tudi vmes probala odgovoriti. Danes bomo imeli tematiko aktualne vire financiranja v okviru programa Horizon 2020, pa pogled v prihodnost Horizon Europe. Zdaj, mogoče sploh, kaj je Horizon 2020, je program za raziskave in razvoj. Tukaj bi poudarila, zaradi tega, ker je tudi prišlo vmes določen del vprašanj za investicije. Danes se tematike za investicije ne bomo govorili o tem. Pomembno tukaj je, da je ta program namenjen za raziskovalne aktivnosti in se večinoma pokrivajo čisto po domače stroški plač. To pomeni, podjetje ima recimo določen razvojni oddelek in se potem ta razvojni oddelek sofinancira iz nekega takega projekta. V okviru programa Horizon je v bistvu skoraj nujno pri vseh raznih akceleratorjev, ker ga bomo tudi predstavili, sodelovanje s tujimi partnerji. To pomeni najmanj trije partnerji iz 3 različnih držav. To je tisti minimum, pa bomo tudi pri ostalih potem manjših projektih pogledali, koliko je včasih maksimalno, pa koliko je kako neko povprečje. Pomembno je, ko pripravljate projekt isto, recimo kot na slovenskih nekih razpisih, ta skladnost projekta z nekim strateškimi dokumenti Evropske unije. Primer bomo povedali, če oni na določenem razpisu želijo podpreti zelene inovacije, ne morete recimo poslati projekta na temo zdravja. Razen, če ima ta projekt na temo zdravja res tako velik impact na okolje, da se potem, da je v bistvu ta impact v bistvu večji na okolje, kot pa mogoče na zdravje. Tako da tu je isto treba recimo pri vseh projektih pogledati, pri vseh razpisih pogledati, kaj si želi v bistvu razpisnik. Pri vseh razvojno-raziskovalnih projektih se iščejo učinki na okolje in družbo. Ne moremo prijaviti projekta, recimo, da bi nekdo neko igrico dal. Ta igrica mora imeti nek impact na nekoga. Ali je namenjena recimo nekomu potem recimo za lažje branje, pa temu namenjena recimo igrica, pa tega še ni v bistvu nikjer, da ni možno niti kupiti, niti downloadati, to ne obstaja. Dotaknili smo v bistvu potem tudi vpliv koronavirusa, krize, v bistvu na Horizon Europe pa na Horizon 2020. Kak vpliv ima trenutno na trenutne razpise in kaj nas čaka potem tudi v prihodnjih 7 letih. Mednarodnim projektom je ta globalna dimenzija projekta. Še posebej v bistvu v tej trenutni krizi ne morete prijaviti projekta, ki ima dimenzijo samo lokalno ali pa samo v Sloveniji. To mora biti nekaj, kar je globalnega, tudi mora biti ta wow ideja, ko sem tule napisala, nekaj, kar še globalno ne obstaja. Nekaj, kar bo ocenjevalec prebral, pa bo rekel, ok, ful dobro, kako so se tega recimo spomnili. Ne more biti v podjetju, ampak mora biti tista ideja, oziroma tisti projekt, ki bo v bistvu dvignil vaše podjetje, da bo zraslo s to idejo. Da boste imeli več prihodkov, da boste imeli več zaposlenih, da boste naredili nek korak tule naprej, ampak res konkretni korak. To so dejansko vedno se podprejo ideje, ki so visoko tvegane in imajo tudi nek širši vpliv. Še vedno se pa pogovarjamo, predvsem mora biti ta vpliv na podnebne spremembe. Bom tudi v nadaljevanju v bistvu malo na kratko povedala, danes nimamo toliko časa, da bi lahko vse dokumente, ki so del tega programa predstavljali, ampak recimo Green Deal je en izmed zelo pomembnih
dokumentov, ki bo osnova za razpise v naslednjih 7 letih. Kljub temu, da je koronavirus nam, bom rekla, naredil eno tako veliko krizo v gospodarstvu in tudi med ljudmi, še vedno podnebne spremembe v bistvu so tu. In se tudi Evropska unija, recimo, prejšnji teden so imeli sestanek na to temo, še vedno poudarjajo, da podnebne spremembe rabijo določene aktivnosti in zato tudi se bojo v bistvu projekti oziroma razpisi v tej smeri nadaljevali. Zdaj bi pa tule pri osnovah v bistvu kar ostanemo, pa bi konkretno recimo predstavila razpise, ki so trenutno odprti tudi z roki. AC Accelerator Pilot je to, bom rekla, med podjetniki je dobro znan bivši SME2. To je tudi bilo, mislim, eno izmed vprašanj že poslanih, kako se v bistvu zdaj imenuje. Razpis, višina sofinanciranja pri tem razpisu je 70% od pol milijona do 2 milijona pa pol nekje. Je pa recimo razlika glede na SME2, da tudi dodatna možnost do 15 milijonov evrov v primeru lastniškega financiranja. Tu so prijavitelji, v bistvu mikro, mala, srednja, velika podjetja, tudi start-up podjetja. Je pa samo en se lahko prijavi, samostojna prijava. Tudi tako bom rekla, da Slovenci imamo ful radi, da se sami prijavljamo. Velikokrat, ko nekomu rečemo, če se hočeš pa prijaviti na evropski razpis, moraš imeti pa partnerje, pa je že to tako včasih kar problem. In zato je tudi ta razpis zelo priljubljen med slovenskimi podjetji, ker je samostojna prijava. Samo preverjanje poteka dvostopenjsko, to pomeni, da prvo damo vlogo elektronsko, potem pa, če gremo čez določen prag, nas povabijo tudi na pitch. In po tistem pitchu oni potem tudi rečejo, kdo je recimo izbran za sofinanciranje, pa kdo ne. Tu je bilo pa vprašanje z današnjega dne, kako je v bistvu zdaj s pitchi, glede na to, da se ne moramo v živo videti, da ni letalskih povezav. Pitchi ostanejo na Accelerator Pilot in bodo potekali v bistvu pač online na tak način, tako se mi danes družimo. Tudi mogoče tule bi še poudarila, da na zadnji rok je prišlo enkrat več prijav, ko pa ponavadi nekje povprečje okrog 2000 projektov, da dobijo. Na zadnji rok je pa zaradi vsega, bom rekla, vse krize prišlo 4000 prijav in se zna zgoditi, ni uradno še bistvo, ampak neuradno, da bojo odgovori malo kasneje. Pač ne utegnejo, ocenjevalci ne utegnejo pregledovati čisto vseh projektov. Ti projekti v bistvu trajajo 24 mesecev, podpirajo se pa res neke take radikalne novosti. Zdaj tule bomo bolj si tudi pogledali primere, kakšni projekti so recimo tudi bili sofinancirani, bi pa poudarila, ko me vprašal, kaj pa lahko prijavimo tule, ali pa kakšni so topiki, kaj Evropska unija išče. Zdaj načeloma ni tule točno določenega, zdaj pa lahko to prijaviš, ali pa na tak način, ali pa iščemo mobilnost. Edino rok 19.5. Je na temu Green Deala, to pa imamo v bistvu, to se moram pa pomagati, imamo pa čisto, to pomeni tematike čista energija, trajnostna industrija, gradnja prenova, trajnostna mobilnost, biotska raznovrstnost, od vil do vilic, pa odpravljanje onesnaževanja, to pomeni vode, reke, oceani, zrak, veliki, v bistvu bolj čisti industrijski obrati. Edino, bom rekla, zdaj ta rok je namenjen izključno tem tematikam, zelenim. Dodatno, bom rekla, možnost imajo ocenjevalci tule, da tudi rečejo, da označijo projekte, kjer so ženske na vodilnih položajih, ker si v bistvu Evropska komisija tokrat želi podpreti vsaj 25% projektov, ki bodo vodile v bistvu potem ženske. Naslednji rok 7.10. je pa v bistvu čisto splošni rok, kjer pomeni, da se spet lahko prijavijo različne tematike, ne samo zelene, se je potrebno zavedati, da mora imeti projekt neko evropsko dodano vrednost, nekaj novega, pa potem tudi, da je nekaj recimo na okolje, na ljudi, lahko je mobilnost, da tule pa v bistvu čisto tvasno. In tudi ocenjevalci nimajo dobenega recimo posebnega zahtevka, da bi nekoga izločili,
ampak lahko vse tematike. Roki v bistvu po letošnjem letu bojo pa znani v zadnjem kvartalu nekje letošnjega leta. Lahko povem, da v bistvu za enkrat razpis kot tak še ostaja, ni predvidenih nekih večjih sprememb. Mogoče tule recimo primer nekih odobrenih projektov, to vam bomo čisto vse poslali, ampak samo v bistvu za občutek, no. Zanimivo, rezervacijska platforma, to pomeni recimo tukaj booking varianta za ljudi s posebnimi potrebami. To pomeni, da če nekdo rabi pač neke dodatne storitve ali pa dostope pri namestitvah, v bookingu, pa recimo pri Airbnb tega ni toliko specifično določenega. Tu je pa recimo ta platforma dobila, mislim, okrog 2 milijona evrov nepovratnih sredstev, da so lahko to recimo razvili do nekega končnega produkta. Tule mogoče še pri tem akceleratorju, tule more biti projekti na TRL6, to pomeni ni idejna faza, ampak mora že biti prototip. In vam potem sofinancirajo malo manj kot do končnega produkta. Ni čisto do konca, potrebno je pa tudi se v bistvu zavedati, da more pa že biti nekaj. Ne morete priti samo z idejo, pa reči, jaz bom pa recimo neko idejo prijavila, to pa tudi ne gre. Še eno izmed vprašanj, ki je bilo tule, tudi bilo za SME1. V preteklih letih je bil ta razpis razdeljen na 2 dela. Prva faza je bila ta SME1, kjer so lahko podjetja dobila 50 000 evrov. Tega v bistvu več ni in tudi v bistvu se ne pričakuje podobnega razpisa. Zdaj pač odgovor je v bistvu bil strani Evropske komisije, da je bilo veliko dela za nekaj premalo efekta. Tako da to zdaj dejansko pač ostaja ena taka možnost za mala pa srednje velika podjetja. Zdaj nadaljujemo na razpis Fast Track to Innovation, pa mogoče tudi, da to recimo povem, Fast Track to Innovation je, bom rekla, podoben akceleratorju, vse kar se mogoče tudi nekih ciljev Evropske komisije tiče, pa bomo v nadaljevanju. Tule lahko projekti trajajo 36 mesecev, se pa lahko prijavijo zgolj konzorcije. To imamo v bistvu najmanj 3 organizacije iz 3 različnih držav, največ pa 5. Pomembno je v bistvu tule isto neke radikalno nove rešitve od prototipa naprej, pa malo manj v bistvu kot pa do končnega produkta. Zdaj, kaj je skupno pri obeh 2 razpisih, je to, da mora biti prvo res nekaj radikalno novega, potem imamo pa drugo, da mora biti namenjen v bistvu za trg. Nekaj novega, kar bo nekdo potem tudi kupil. In je tudi ful pomembno v sami pripravi vloge, vas razpisnik vpraša, na kak način boste stopili na trg, kdo so v bistvu vaši kupci, kdo so vaši uporabniki. Ta del se mogoče kar razlikuje od kakih večjih, bolj čisto tistih, ko imamo občasno tudi kakšne empirične raziskave. Tukaj bi pa poudarila pri teh 2 razpisih, razmislite, kaj bo takega, da boste razvili in potem recimo, da boste dali tudi na trg in da bo tudi, dejansko, da bo tržno zanimivo. Zdaj, če ni tržno zanimivo, vas bo tudi, bom rekla, je kar malo možnost, da dobite. Mora biti nekaj, kar je tržno zanimivo. Lahko greste tudi nišno v določeno področje, lahko je pa to za široko potrošnjo. Ni v bistvu nič definirano, da bi Evropska komisija recimo definirala, ampak spet imamo v mislih recimo te podnebne sklad oziroma podnebne učinke, lahko je tudi potem zdravje, 3D printing, mobilnost, recimo to so take tematike, ko bomo tudi se potem jih dotaknili, ki so pomembne in na katere dejansko moramo odgovarjati tekom svojega projekta. Višina sofinanciranja, kot sem rekla, v bistvu 70% za podjetja in 100% za raziskovalne inštitucije. Je nekje do 3 milijone evrov subvencije. Tukaj pa tudi, recimo, če rečemo zdaj startupi ponovadi ne vodijo konzorcijev, so pa recimo lahko čisto normalno partnerji pri takih projektih, ni dobenih omejitev. Mogoče tudi to zanimivo, tu se lahko prijavijo tudi velika podjetja,
tematike niso naprej znane, kar pomeni, da v bistvu Evropska komisija išče projekte in jih potem, če se zdijo pa zanimivi, sofinancira. Višina sofinanciranja tudi za velika podjetja 70%, v bistvu za vsa podjetja 70%, razen za raziskovalne inštitucije. Letos sta še 2 roka, prvi rok zdaj je 9.6. ter naslednji je 27.10. Se pa tudi v bistvu ta Fast Track to Innovation tudi v naslednjih letih pričakuje, da bo nekje v bistvu pač ostal, da bo nekje isti razpis. Zdaj tudi tule sem pripravila v bistvu primer recimo nekih odobrenih projektov. Recimo lahko je to, ne vem, razvoj nekega nano izdelovalca za printerja, 3D nano tiskanje, kjer so v bistvu recimo izboljšali ločljivost, prožnost, kljub temu, da so potem tudi zmanjšali stroške tega printerja za 27% napram najbližjemu tekmecu. To je ful pomembno. Tule recimo v tem primeru imamo, kako je nekdo res naredil nekaj novega, napram temu, kar je pa tudi recimo konkurenca. Konkurenca vedno obstaja. In je zelo v bistvu pomembno, kako boste vi prehiteli konkurenco z nekim svojim novim produktom, kaj boste naredili s tem na trgu, a boste trg zdaj recimo, čisto mi rečem disruptiv, da bo zdaj res trg se tudi odzval na to vašo storitev, izdelek, zelo pozitivno. No? In oni res iščejo nekaj take best practice, no? Ki ne samo, da so inovativni, ampak da tudi da jih lahko normalno prodate, no, in da trg obstaja. En izmed takih ful zanimivih razpisov, ki se mi zdaj recimo trenutno zdaj, ki je zdaj trenutno odprt, je ta Energy Efficiency Call. V okviru tega imamo, bom rekla, okrog 15 različnih razpisov, ampak ta recimo bi ga rada izpostavila, zaradi tega, ker je namenjen tudi za podjetja, in se po mojem tudi lahko marsikatero slovensko podjetje vidi v tem kolu, mogoče ne kot prijavitelj, ampak lahko tudi kot partner. Višina sofinanciranja je tule 70%, pričakovana velikost projekta nekje med 3 do 4 milijone evrov, to je tudi Evropska komisija recimo tukaj dala neko sugestijo. Treba je pa v bistvu vedeti, da denarja zdaj na tem kolu v bistvu samo za projekta, da res mora biti projekt ful dober. Res nekaj novega, nekaj inovativnega, nekaj, kjer boste dokazali, da ste med najboljšimi v bistvu v Evropi, oziroma tudi globalno. Upravičenci so tule konzorciji, najmanj to, kar smo na začetku tudi rekli, 3 partnerji iz 3 držav, ampak v praksi to pomeni velikokrat nekje med 8 do 12 partnerjev. Rok za ta razpis je 10.9. Kaj bi tule recimo še v bistvu povedala, no, da ful pomembno je, da neke te obstoječe, kaj iščejo? Iščejo rešitev, en tak demo pilot bi radi naredili, kjer obstoječe stavbe, ne, da bojo v bistvu tudi energetsko učinkovite, ampak da bojo tudi pametne in da bo v bistvu, da bo potekala v realnem času neka interakcija med stavbo pa med uporabniki stavbe. Zdaj tule bi mogoče rekla, da iščejo, ali je to lahko stanovanjska stavba, lahko je pa tudi nek tak poslovna stavba, no? Ampak mora biti pač neka obstoječa stavba, ne sme iti za novogradnjo, ki bi imela to energetsko učinkovitost in pamet. V bistvu stavba mora postati nek aktivni element energetskega sistema. Mogoče tule še korak v bistvu naprej, da tudi del stavbe mora biti tudi neke pametne naprave. Pametni senzorji, neki krmilniki, recimo lahko je tudi razvoj nekih poslovnih modelov. Da to vam pač, če ima kdorkoli tule kakršnokoli idejo, je v bistvu odprt razpis časa načeloma, pač tule mogoče še tudi rečemo kako besedo glede časa priprave za take projekte. Velikokrat pride podjetja pa reče, jaz bi se pa zdaj prijavila na majski rok. Recimo razpis, kjer vi zaprosite za 3 do 4 milijone evrov, pa da se sami prijavljate, ponavadi nekje 500 ur dela. Tudi če sami naredite, tudi če vam nekdo pomaga, nekdo mora te ure oddelati. Če pa imamo recimo večji konzorcij,
pa pridejo potem še neke dodatne usklajevanja in še dodatne ure dela za take stvari. No. Tako da tule tudi recimo 10.9. bo kar hitro tule, to hočem povedati. In tudi dejansko pač vsakega spodbujamo, da se čim prej začne recimo pripravljati na take projekte, ker časa potem vedno tudi v bistvu zmanjka. No. Na kratko bi se potem tudi dotaknili programa Live, pa bomo tudi povedali primere dobrih praks. Program, zdaj vseeno tule, jaz sem dodala ta informativni dan bo 30.4., to je mislim naslednji teden. Na koncu te prezentacije sem vam dala vse take linke kot nek dodatni, pa se lahko vse sami pogledate, pa če vam je še dodatno, bom rekla, tu zanimivo, se lahko z veseljem pač prijavite se na ta informativni dan. Tu pa iščejo v bistvu projekte z področja ohranjanja narave, varstva okolja, učinkovite rabe virov, podnebnih sprememb, višina sofinanciranja je 55%. Rokov pa zdaj tule pač nisem zapisala, zaradi tega, ker je enih 6-7 različnih rokov. In ful je škoda, v bistvu zdaj, ker imamo res ful malo časa, da bi pa zdaj tudi te roke recimo pač gledali. Zdaj mogoče tu na kak način je prijava, pri določenih projektih imamo dvostopenjsko prijavo. To pomeni, da se nekje na 15 straneh oddaja en tak osnutek projekta, pa potem, če ste izbrani med najboljšimi projekti, pa se potem pozovejo, da napišete cel projekt. Določeni projekti so pa enostopenjski, kjer se pač ena celotna prijava projekta se odda v bistvu pač naenkrat, to je pa bolj proti koncu leta. Tule imamo tudi nekje 2 vrsti takih recimo projektov. Eni projekti so bolj namenjeni za kakšne bolj take organizacije, ki pomagajo okolju, lahko je to recimo na temo živali, lahko je na temo okolja, pa tega danes mogoče nisem se izbrala v bistvu teh primerov dobrih praks, ker je moj namen v bistvu, da tudi podjetja lahko v tem programu dobijo določena sredstva in potem tudi pač v okviru tega sem izbrala v bistvu primere dobrih praks za podjetja. Recimo imamo uporaba recimo bananinih odpadkov, to mislim, da je tudi eno izmed slovenskih podjetij bilo partner v tem projektu. To so recimo prijavilo se podjetje iz Tenerifo, kjer imajo ogromno teh nasadov banan in potem pač te odpadke v lupkih, ker to ostaja na polju in je potem pač slabša je zemlja zaradi tega. Oni so prišli recimo do ideje, da bi naredili iz tega v bistvu odpadka neki izdelek s tržno vrednostjo in so res v bistvu tekom projekta recimo izdelali nek prototip, recimo neke biorazgradljive vreče za krmo za ribe, potem biorazgradljive neke prevleke za zaščito bananinih dreves pred UV sevanjem. Delali so tudi recimo neke plastične komponente za različne naprave, pa gospodinjske aparate. Tako da tule recimo ne gre, je v bistvu neki taki projekti krožnega gospodarstva. Kaj bi pa še vedno v bistvu tule kaj bi pa res poudarila, je pa to, tudi če se, recimo tule se lahko prijavite tudi samo slovenska podjetja, pa lahko se tudi recimo nek slovenski case naredi. Ampak kljub temu, če gre za recimo slovenske prijavitelje, mora biti pa projekt, mora imeti mednarodno noto. Ker če ne boste tule imeli res enega dobrega projekta, pač v bistvu res ne boste dobili, škoda tega časa priprave. Mora biti projekt vseeno nekaj več, nekaj, kar na trgu še ne obstaja, nekaj, kar bo res pred konkurenco, kar tega nima. Ne se pač omejevati samo v bistvu na slovenske, na Slovenijo, ampak gledajte vedno širše. Zdaj pa na hitro še v bistvu Horizon Europe, nekje smo zdaj mislim na proti pol ure gremo. Jaz upam, da je že kako vprašanje vmes, mogoče še Katja, okej. Bom jaz tule zdaj za Horizon Europe čisto na kratko povedala, pa se bomo pač na vprašanja bomo probali kar vse na okviru tega iti. Horizon Europe se začne v naslednjem letu 2021-2027, cilj je v njih to, pač kar smo rekli, je ta neka pravična, uspešna zgodba v bistvu o Evropi. Zdaj vseeno bi tule mogoče izpostavila pač glede na trenutne razmere, kaj so.
Proračun za naslednjih 7 let še ni sprejet, mislim, da ravno danes imajo spet, ko se mi pogovarjamo, imajo oni tudi eno tako konferenco na to temo za naslednjih 7 let. Ne glede na to, se Evropa še vedno želi iti naprej. Oni ne bojo zdaj rekli, zdaj pa razmerje take, ampak kvečemo se tule, da se da povečala sredstva. Ne pričakujemo pa, da bi bilo manj sredstva. Boj proti podnebnim spremembam je do nedavnega še vedno bil nek cilj, da bi bilo 35% proračuna namenjenega temu, vendar glede, bom rekla, zdaj na neko tako situacijo, kjer se je pokazala ta slaba samooskrba, bom rekla, Evrope napram Kitajski, je zdaj tudi recimo velik poudarek temu, da se bojo iskali projekti, pa ne samo recimo na kmetijstvo, ampak tudi recimo na 3D printu, čisto konkretno recimo za te maske, da bi lahko se hitro podjetja v Evropi obrnila in recimo tudi začela, ne vem, v takih situacijah sama proizvajati v bistvu te izdelke. Glih ta krepitev konkurenčnosti ter rasti v bistvu Evropske unije. Pri vsakem projektu, tudi mogoče že zdaj, vedno morate biti boljši, kot pa konkurenca na Kitajskem, Japonskem, Združenih državah Amerike. Pomembna usmeritev, kot smo že rekli, v bistvu Green Deal, pomeni, na to temo tudi se pričakuje posebej v bistvu en tak pol, plus na temo digitalizacije. To je še vedno tudi ena taka pomembna tematika. To, kar sem v bistvu tudi prej povedala, je v TIC Accelerator pa Fast Track to Innovation ostajata in 70% sredstev bo namenjenih za mala in srednja velika podjetja. Namenjen je pa isto tako zdaj, v bistvu pomoč nekim inovatorjem, podjetjem pri ustvarjanju nekega trga prihodnosti. Plus tega, da se v bistvu tudi želijo normalno spodbujati to zasebno financiranje pa rast evropskih podjetij. Zdaj, čisto na hitro ciljna področja evropske industrije. Imamo v bistvu digitalno področje industrija, potem vesolje, civilna varnost, družba, zdravje, hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo, okolje, kultura. Jaz vam v dodatnem gradivu sem vam dodatno potem še to tudi pripravila še pod tematike, ker to so ene take krovne, potem si pa lahko sami tudi pogledate, glede recimo, kaj je pri zdravju, pa kaj je pri podnebju, energiji, mobilnosti, pa si lahko potem še vsak posameznik pogleda, kaj je za njegovo tematiko bolj pomembno. Imamo pa določena področja misij, tule je tudi bilo eno vprašanje, pa mogoče tudi kar odgovorim. Na ta področje bo pa večji poudarek. To pomeni recimo na področju zdravja, potem misija rak, potem zdravje tal in živila, podnebno nevtralna pametna mesta, oceani, obalne celinske, podnebnim spremembam. To so pa izključno neke misije Evropske unije, ki pa jaz verjamem, da se bojo zdaj še malo razširile. Ni pa zdaj to mišljeno, zdaj, če je tule misija recimo rak, da zdaj pa samo to. Ne. To je samo eno izmed podpodročij v bistvu zdravja. Zdravje je pa v bistvu kar tako široko področje, pa dobite to čisto vse, da ne rabite niti pisati. Jaz bom zdaj kar začela, v bistvu malo, kar še nismo govorila, na vprašanja, ki so bila poslana in na vprašanja potem bomo še odgovarjali, ki zdaj vmes postavljate. To smo že rekli, ISM instrument faza 2 je zdaj Accelerator, potem razpisi za velika podjetja z področja informacijske tehnologije, karkoli. Jaz se ne bi tule zdaj samo poudarila, recimo zdravje, lahko je neko široko področje informacijske tehnologije. V tem trenutku je v bistvu ta Fast Track to Innovation, ker ni določenih tematik, drugače so pa potem še ponovadi so taki različni sklopi razpisov, kjer se objavijo vedno za naslednji 2 leti. To recimo pomeni, v letošnjem letu bomo za naslednji 2 leti vedeli točno področja in se potem lahko, po tista področja se lahko vsa velika podjetja, mala, kdorkoli se lahko prijavi. Evropska komisija ne omejuje prijaviteljev, razen na Accelerator, samo tam ne. Pri vseh ostalih se pa lahko velika podjetja, potem tudi kakšne zavode, društva, kdorkoli se v bistvu lahko tam prijavi, nismo omejeni.
Pa višina sofinanciranja tudi za velika podjetja je recimo 70%, pri raziskovalnih pa pri nekih manj bolj razvojnih celo 100%. SME instrument faza 1 v bistvu ta ne obstaja več in tudi v bistvu ne bo. Razpisi za razvoj tehnologije od TRL6 do 8 z področja krme, trenutno je ta akcelerator, ampak je pa tudi zanimiv, ker je to prehrana. In v bistvu tudi paše, recimo, mogoče lahko od neke Green Deal tematike, ki se bo pa začele potem tudi drugo leto. Mogoče samo še časovno. To niso projekti, ko se boste danes prijavili, pa boste čez en mesec dobili odgovor. To so projekti, ko trajajo, še posebej za kakšne večje projekte. To, kar smo recimo prej predstavili za te konzorcije. Primer recimo projekta smo začeli januarja se pogovarjati, smo ga dali junija, decembra, pa če isto leto recimo je bil odgovor, pa podjetje dobro 6 milijonov subvencije. To je res ponovadi postopek enega leta. Potem recimo, če projekt na TRL4, to pomeni, da niti še ni prototip, so bolj v bistvu ta research, mi rečemo te RIA projekti, ki so tudi 100% sofinancirani, ampak mora biti pa konzorcij, mora biti to ful dobri konzorcij. Potrebno se zaveda, da pri vseh teh razpisih vi tekmujete za celotno Evropsko unijo. In ne samo ideja, pomembno je tudi prijaviteljno. Tako da tu, če so recimo res, pač mora biti dobri partnerji, v bistvu se morajo skupaj sestaviti. To smo v bistvu tudi že rekli, ta misija rak je samo ena izmed prioritet v delovnem programu zdravja. Sredstva za zagon inovativne proizvodnje, to smo tudi imeli, v bistvu tule ni namenjeno za investicije, mogoče pa bom rekla kaj drugo leto. Zaradi tega, ker Evropa si želi zdaj v bistvu face podpreti gospodarstvo, se pričakuje dejansko še dodatni fondi v okviru tega. Drugače pa za investicije pač ni. Potem, kako poiskati partnerja v teh projektih, jaz sem zdaj tule tudi kar pokazala, samo kaj se to gre. Jaz sem vam te linke pa vse dala, mogoče vseeno da pogledam, če bi to šlo. A se to vidi? A se ne? Nekaj mi je tečo, samo. Ne. Ne bo zdaj. Ne moreš čakati. Ne bom to hitro pokazala. Ok. Še to, čisto najbolj. Recimo pri vsakem razpisu imate, ki vi vidite, ampak če bi vi hoteli biti partner, no to sem ful hotela pokazati. Da imate tule, imate partner search in tu piše recimo, zdaj v tem trenutku 287 organizacij gleda, da bi se pač lahko pridružilo. In tako lahko čisto vsako podjetje, organizacija se lahko tule pač piše. In tudi vidite, kdo, recimo, ne vem, tu so različne podjetja, iz katere države, kak imajo ekspertiz, tako da to je dejansko pač omogočeno potem vsakemu. Imate pa te linke, pa če kdo ima kako vprašanje, pa lahko tudi še dodatno vprašamo. Zdaj pa mislim, da to to, od poslanih vprašanj. Zdaj mi je kolegicam. Ok, ja, se lahko prijavi z isto temo na oba razpisa, enkrat samostojno, drugič v konzorciju, to smo imeli že tudi en primer, ni priporočljivo. Zaradi tega, ker, to dali dol, kar dali dol. Ok, ni priporočljivo, da se prijavite, recimo kar pač z istim projektom na oba dva razpisa, zaradi tega, ker oni tudi vidijo to, ko mi smo imeli ta primer, da so nas pač malo klicali, pa so recimo vprašali, no. Zakaj smo se prijavili, morate pokazati, kje je razlika v projektu, to je ful pomembno. Kako je s plačami kot upravičenimi stroški, treba razpise prijaviti dejanske plače tule prijavljamo. Tako da tudi tule, recimo, imate, nismo se stroškov nič kaj dotaknili, tule imate pa res pokrito vse, še večerje, potne pač poti, kamorkoli, pač kakršnekoli stroške rabite, razen osnovnih sredstev, lahko date pač notri v projekt. In je to drugače kot pri slovenskih razpisih, vi lahko tudi tekom projekta naredite recimo kako spremembo, da prvo imate, rečete, jaz imam recimo, ne vem, 10 ljudi na projektu, potem bi jih pa rad mogoče lociral, ne vem, več na podizvajalca, je to tudi možno tekom projekta narediti, normalno z privolitvijo pač vašega skrbnika pogodbe.
pomembno, če to malo kaj, nisem še prebrala tako. Glede teh stroškov mogoče še, kar se pa tiče recimo osnovnih sredstev, je pa zgolj amortizacija uporabe opreme teh osnovnih sredstev v času trajanja projekta. Ne gre pač za nakup osnovnih sredstev. DDV ali treba na FURS-u zaprositi za čakaj, ne vidim, malo manjše. Ok, to ne vem, čisto po pravici. Nekdo je tu za DDV vprašal, lahko vprašam, pa pošljem. Se zgodi, ni nič kaj takega. Kaj s projekti, ki vključuje kombinirana področja Green Deala, predvsem, oziroma samo malo tule, zdaj ne razumete tega vprašanja, no? Ker vi, tule DDV načeloma ni upravičen strošek, razen zdaj ne vem, ali ste raziskovalna organizacija, to ne vem. To, ko je poslalo to za DDV, ne napiše malo več. Tako da to, pa bomo tudi odgovorili, no. Kako je s projekti, ki vključuje kombinirana področja Green Deala, predvsem kombinacije digitalizacije, biotske raznovrstnosti, krajših logističnih poti in socialni učinek? Super. Pač to je vse možno, ampak naj ima projekt en fokus. To je ful pomembno. Ne pisati kar vse povprek, no. Ampak dajte si en fokus, lahko ima pa projekt potem vpliv na različne te tematike, en fokus pa morate imeti. Morate izbrati si eno prioriteto. Ok. A je še? Točno. Imate še anketo? Nekje. Anketo, le prosim, če lahko spomnite, to so nas pa na GZS-ju prosili, mislim, da tole nekje bo anketa, a je že vključeno, ok, tako da prosim, izpolnite anketo, pa če ima kdo še kako vprašanje, pač tu bomo pomagali, no. Jaz bom rekla, bodite zdravi, bodite pozitivni, kakor se pač da, no. Pa vse bo, no. Tako da, jaz sem ful vesela, da smo bili danes skupaj, mi je pa žal, da vas ne vidim, ampak ob naslednji priložnosti. En lep dan, pa lep vikend.